Za vas smo v okviru projekta Full Fake pripravili delavnico, 45-minutno delavnico, ki jo lahko izvedete v času ene pedagoške ure in kjer vam poskušamo v bistvu čim bolj olajšati to, da lahko karte Full Fake uporabite na najbolj uporaben način. V uvodu smo pripravili PowerPoint, ki ga lahko samo odprete in vam pomaga v bistvu tudi začeti tematiko dezinformacij in lažnih novic. Povemo učencem, zakaj smo tukaj in kaj bomo počeli. Potem pa sledi interaktivna vaja, kjer jih spodbudimo v bistvu, da vstanejo iz stola, če so to ali že doživeli in naredili, ali pa sedijo, če tega recimo ne počnejo oziroma še niso. Nekaj uvodnih vprašanj, ki jih lahko postavite pri vstajanju in sedenju so, ali razumejo pravila, ki jim jih bomo razložili, ali imajo radi recimo matematiko ali etiko, če so povedali svojim bližnjim, da jih imajo radi v zadnjem tednu, če veliko uporabljajo telefone, če so že kdaj prebrali kakšen fake news, ali kdaj kliknejo na novico samo zato, ker ima nekakšen klikabilen naslov, in ali kdaj preverjajo avtorja novice, videa oziroma Instastorija, ki ga vidijo. S tem nekako dobimo tudi vpogled v to, na kakšen način mladi že razmišljajo o tem, ali so kakšne novice lažne novice oziroma če preverjajo, od kje novice, ki jih prebirajo vsak dan, prihajajo. Potem iz priloženega PowerPointa, več seveda v videu, kjer vam Tjaša razloži nekaj teorije o medijski pismenosti, naredimo nek kratek uvod, zato imate pripravljen PowerPoint, ki ga lahko uporabite in samo ob PowerPointu razložite par osnovnih pojmov. Na mizo postavimo igralne karte v 5 skupin, odvisno seveda, koliko učencev oziroma učenk imate, ampak gre za to, da naj karte igrajo v skupinah tam med 4 in 6 mladih in ne pozabite na to, da jim razložite pravila igre, ki so tudi na PowerPointu, in da jim razložite pomen posameznih kart in na kakšen način vplivajo na igranje same igre. Potem pustimo v bistvu nekako 10 minut neko prosto igro, malo opazujemo vmes, če opazijo, da je na kartah še kaj drugega kot samo igranje enke, in jih spodbujamo k temu, da se v prvem krogu zares zabavajo in hkrati se morda tudi pogovarjajo o tem, kaj na karticah vidijo. Potem pa po 10 minutah igro prekinemo, običajno se zgodi, da kakšna skupina vseeno pride do konca, ampak tudi če ne pridejo do konca, jih spodbudimo, da na tej točki po 10 minutah igro ustavijo. In potem v bistvu damo karte, ki so izbrane tudi nekako iz naših strani, se pravi, da tudi vi pregledate karte in izberete novice, ki mogoče so najboljše za vaše lokalno okolje, ali pa se vam zdijo najbolj pereč problem, in potem v bistvu vsaki skupini dodelimo eno karto, kjer potem preverjajo to, da ali so opazili, kdo so avtorji posameznih novic, ali so opazili, iz kje izhaja vir novice, ali so opazili senzacionalnost novice, kakšen je bil namen avtorja, kako resnična je bila novica. To pogledajo potem tudi v priročniku, ki je zraven kartic, in potem v bistvu razvijajo debato, ali so to opazili, na kakšen način so opazili, ali so že kdaj zaznali kakšno lažno novico. Potem povzamemo ugotovitve, se pravi, vsako skupino pozovemo k temu, da slišimo, kaj so ugotovili, in nekako njihove povzetke, ter nekako poskušamo iz te debate tudi izločiti, zakaj je potrebno biti pozoren na dezinformacije in kako jih dejansko lahko prepoznamo. Za zaključek uporabimo zadnji slajd PowerPointa, kjer imate razloženih 5 ključnih vprašanj in jih lahko spodbudite k temu, da razmišljajo o tem, kakšne informacije berejo vsakodnevno in na kakšen način se jim lahko dejansko izognejo z nekim kritičnim razmišljanjem. V zadnjem krogu naredimo še kratko evalvacijo, vprašamo jih, kako so se imeli na delavnici, ali so se naučili kaj novega o dezinformacijah in kaj se jim je najbolj vtisnilo v spomin. Povratna informacija služi tudi nam, da lahko podobne pripomočke razvijamo tudi naprej.
Poleg 45-minutne delavnice, za katere verjamemo, da je nekako za vas najbolj uporabna, smo razvili tudi nekoliko daljšo delavnico, ki je 90-minutna. V prvem sklopu, dejansko sledi, popolnoma isti, razplet kot v prvih 45 minutah. In potem, v nadaljevanju, dejansko gremo globlje v novice, se pravi v širši obseg novice, ki, je pripravljena na, karticah. Vsaka skupina prejme 3 novice in s pomočjo parametrov na karticah raziščejo in premislijo, kaj lahko naredijo, ko naletijo na takšno novico. Udeleženci dejansko pregledajo novice in se pogovarjajo tudi o avtorju, o viru, o senzacionalnosti, in potem v bistvu poiščejo to, novico tudi v priročniku. Spodbudimo jih pa tudi k temu, da mogoče sami, napišejo novico, ki je tudi lažna novica, zgolj zato, da vidijo tudi sami, na kakšen način se tovrstne informacije ustvarjajo in zakaj je zares potrebno biti informiran o tem, na kakšen način, pripravljamo, pa tudi potem beremo in izbiramo informacije, ki jih prejemamo vsak dan. Skupine v, končnem delu predstavijo svoje novice, in potem tudi nekako predstavijo ta, najbolj kritičen način, razmišljanja o tem, zakaj so pomembne resnične informacije in na kakšen način lahko tudi vsak posameznik, prispeva k temu, da se izognemo lažnim novicam. Potem pa tudi tukaj v 90-minutni delavnici sledi točno to, da poevalviramo, kaj se je zgodilo z delavnico, in, v bistvu izoblikujemo nekako končno sporočilo. Če imate vprašanja, pa smo seveda vedno na voljo, zato da vam na njih tudi odgovorimo. Hvala in želim vam uspešno izvedbo delavnic.